Lepo pozdravljeni, najprej hvala organizatorjem za povabilo. Predvsem bi pa rada povedala, da me veseli, da lahko v tem krogu predstavim ugotovitve naše analize, ker prihajam z Umarja, lahko pričakujete, to je veliko grafov, številk, vendar hkrati tudi opozarjamo na izzive, ki jih pred nas prinašajo spremembe v demografski strukturi prebivalstva. Našo analizo, kot rečeno, pripravili smo jo v lanskem letu in bo aktualna še kar lep čas. Boste vi premikali prav? Če kar naprej. Če začnemo s to osnovno predstavitvijo demografskih sprememb, to so aktualne demografske projekcije, narejene pred nekaj leti v sodelovanju z Eurostatom, ki je tudi objavil te projekcije, kažejo, da se bo delež starejših od 65 let že v naslednjih letih, predvsem pa do leta 2060, močno povečal in delež delovno sposobnih, kot so sedaj opredeljeni v starosti od 20 do 64 let, se bo zmanjšal. Tu smo prikazali še scenarij brez neto priselitvenih tokov. Tu so pač omenjene migracije, dejansko gre za neto priselitvene tokove delovno sposobnega prebivalstva. Če tega ne bo, kar je vključeno v osnovne projekcije, se bo delež prebivalstva v starosti od 20 do 64 let že v naslednjih 20 letih in še bolj v naslednjih 40-50 letih zmanjšal. To pomeni, kot je bilo omenjeno že uvodoma, resne spremembe in narekuje prilagoditve na vseh področjih v gospodarstvu in družbi. Če pogledamo še nekaj številk, tisti, ki so jim bližje, konkretne številke, že v 2 desetletjih se bo število prebivalcev nad 65 let povečalo za 180 tisoč, glede na izhodiščno leto 2006. Delež delovno sposobnih, se pravi prebivalstva, trenutno opredeljenega kot delovno sposobnega, pa se bo zmanjšal za 150 tisoč. Pri mladih so številke relativno konstantne, se pravi, ta delež številka se ne bo toliko spreminjala, vendar bo pa močna sprememba v strukturi odraslih, v starostni strukturi. Kar naprej, prosim. Te spremembe bodo zahtevale prilagoditve, če začnemo najprej na trgu dela in na področju izobraževanja. Še enkrat, če pogledamo še malo drugačen prikaz demografskih projekcij, to pomeni, da se bo ob pričakovanju rasti gospodarske aktivnosti, kot jo predvidevamo, se bo delovno aktivno prebivalstvo kmalu že približalo tisti meji, če ne bo neto priselitvenega pritoka. In ob določenih neskladnih na trgu dela to lahko že v prihodnjem desetletju povzroči pomanjkanje delovne sile, če ne bo sprememb oziroma prilagoditev za povečanje delovne aktivnosti. Kje je prostor za povečanje delovne aktivnosti? Če pogledamo te starostne piramide, se pravi delovno aktivnost po starostnih skupinah, lahko vidimo, da je Slovenija, če pogledamo skrajno levo in skrajno desno piramido, je delovna aktivnost mladih in starejših precej pod povprečjem, zlasti, kot vidimo, pri starejših smo po delovni aktivnosti na samem repu med državami Evropske unije. Se pravi, da je prostor za povečanje delovne aktivnosti predvsem med mladimi in med starejšimi, hkrati pa v tej populaciji, se pravi od 30 do 54 let, smo pa praktično že na vrhu. Samo še ena država, in sicer Švedska, ima višjo stopnjo aktivnosti. Tako da je na teh dveh segmentih je prostor za povečanje zaposlenosti. Hkrati se pa moramo zavedati, da je problem tudi segmentacija, ki je prisotna, se sicer nekoliko zmanjšala v zadnjih letih, vendar je prisotna in se zlasti kaže v precej visokem oziroma enem najvišjih deležev začasnih zaposlitev pri mladih. Tu so primerjave po posameznih četrtletjih in vidimo, da Slovenija močno presega povprečje Evropske unije po tem kazalniku. Naslednji prikaz je ponovno
še eno malo drugačno videnje te delovne aktivnosti po starostnih skupinah, kjer lahko vidimo s to rdečo črto, prikazujemo vstop mladih na trg dela in izstop starejših. In tu vidimo, da v Sloveniji mladi vstopajo relativno pozno na trg dela, izstop je pa relativno zgoden. Se pravi, da je to obdobje delovne aktivnosti v Sloveniji relativno kratko in to pomeni, če gremo še naprej, tule bomo, hvala, tale prikaz, se pravi delovna aktivnost, kaj to pravzaprav pomeni? Da je v povprečju obdobje, v katerem več proizvedemo kot potrošimo, je relativno kratko, je krajše kot v drugih državah in to pomeni, da ta populacija delovno aktivna z medgeneracijskimi transferji, javnimi in zasebnimi, pokriva potrošnjo mladih in starejših. Zaradi daljšega trajanja življenja, daljše pričakovane življenjske dobe, to pomeni, da se bodo pritiski na te medgeneracijske transfere še povečali in to seveda zahteva prilagoditve zlasti v delovni aktivnosti, da bomo bolj razprli to krivuljo, to obdobje. Še ena mogoče zanimivost oziroma opozorilo, kar je tudi kolega Sampt v tem članku, iz katerega smo potegnili ta graf, je tudi opozoril, da se je to obdobje v Sloveniji celo skrajšalo v zadnjih letih, se ni podaljšalo, tako da so se zadeve še bolj zaostrile na tem segmentu. In če omenimo še izobraževanje, nimam posebne slike, vendar vse te spremembe narekujejo na eni strani krepitev vseživljenjskega učenja, se pravi izobraževanje skozi celotno življenjsko obdobje in pa izmenjavo izkušenj, medgeneracijsko sodelovanje. Mladi prinašajo nova znanja, ki jih lahko zelo koristno, produktivno uporabijo v delovnem procesu, starejši imajo izkušnje, lahko nastopijo v vlogi mentorjev, svetovalcev in tako naprej. In je tu ta prostor in potreba za krepitev medgeneracijskega sodelovanja tudi na področju osvajanja novih znanj, usposabljanja in tako naprej. Naslednji segment, velik izziv, kjer so resnično potrebne velike prilagoditve, tudi mogoče sprememba razmišljanja o reševanju teh ureditev, so pa sistemi socialne zaščite, kjer je Slovenija ponovno v vrhu med državami EU po povečanju izdatkov za socialno zaščito zaradi demografskih sprememb brez spremembe ureditve teh sistemov. Se pravi, če ne bo prišlo do sprememb, bodo izdatki za socialno zaščito na teh segmentih pokojnine, zdravstvo, dolgotrajna oskrba že do leta 2060 praktično dosegli 25% bruto domačega proizvoda. Naslednja slika prikazuje, da je problem recimo v pokojninskem sistemu že danes prisoten, saj že danes proračun zagotavlja približno 1,3 za financiranje pokojninskega zavarovanja. Se pravi, da že sedaj ne uspemo s tem sistemom pokriti vseh izdatkov za ta namen. Demografske spremembe pa ne, če se premaknemo še naprej, demografske spremembe pa ne zahtevajo prilagoditev samo na teh dveh segmentih, ampak precej širše. Vsi se zavedamo, da to pravzaprav pomeni določeno spremembo v vsakdanjem življenju, v bivalnem okolju, v medsebojnih odnosih in poleg teh dveh segmentov, ki vključujejo zaposlenost, aktivnost in pa neodvisno samostojno življenje, kar bodo omogočili tudi sistemi socialne zaščite, je pomembna vključenost v družbo, kar pomeni participacijo v političnem, družbenem življenju, medgeneracijsko sodelovanje, tudi prostovoljstvo, pomoč starejšim pri uporabi novih komunikacijskih orodij, zelo uspešen je projekt Simbioza recimo na tem področju in pa kot zadnji segment, kjer vidimo potrebo po prilagoditvah, je oblikovanje okolja. Prilagoditve v prometu, v infrastrukturi, seveda spet s podporo digitalnih komunikacijskih tehnologij, tehnoloških rešitev, kar je, če gremo še na naslednjo
sliko, naslednji prikaz, je to okolje, ki ga moramo nujno upoštevati pri snovanju teh prilagoditev. Se pravi, tehnološki razvoj je zelo hiter, prinaša številne nove rešitve, ki vplivajo praktično na vse segmente v družbi, na gospodarstvo, na urejanje sistemov socialne zaščite, recimo na področju dolgotrajne oskrbe so te tehnološke rešitve izjemnega pomena. Pri komunikaciji, o tem verjetno ne gre izgubljati besed, vsi smo pričani temu razvoju novih komunikacij, novih kanalov komunikacije in spremembam, ki brez medgeneracijskega sodelovanja lahko vodijo v tako imenovani digitalni prepad. In če še zaključim z eno sintezo, kaj pravzaprav, kako se spreminja naše pojmovanje tudi življenjskega cikla. Če smo včasih pojmovali življenjski cikel kot najprej šolanje, potem je bila služba in na koncu upokojitev, se sedaj ta koncept pojmovanja spreminja v mogoče več karier v vseh, se pravi v življenjskem obdobju, več karier v različnih življenjskih obdobjih, vse življenjsko izobraževanje zaradi vseh teh novih izzivov in bolj fluidno, večje kombiniranje teh prostočasnih aktivnosti, delovnih aktivnosti, tudi prostovoljstva, neformalnih oblik dela, se pravi, gre za spremembo koncepta, ki se že dogaja in ki se bo v prihodnosti po našem mnenju še z večjo intenzivnostjo odvijal. Tako da jaz bi s to sliko zaključila, se vam lepo zahvaljujem za pozornost in bom z veseljem tudi odgovorila na to.